Prenovljen modul Finančni podatki v Gwin.com je uporabniku v pomoč pri pripravi različnih analiz. Je odlično orodje za analizo finančnih podatkov posameznega podjetja ali za pripravo tržne analize. Znotraj modula uporabnik dostopa do funkcionalnosti modula preko osnovnega menija modula na levi strani s tremi osnovnimi izbirami: finančni izkazi podjetja, konkurenčna analiza, primerjava finančnih postavk izbranega subjekta z njegovo skupino, s konkurenti in drugimi, ter tržna analiza, primerjava finančnih postavk izbranega subjekta z agregati dejavnosti, občine, regije in gospodarstva. V okviru vsakega od omenjenih treh vsebinskih sklopov modula uporabnik dostopa do specifičnih želenih podatkov s pomočjo 4 zavihkov: bilanca stanja, izkaz uspeha, kazalniki in moj pogled. Podatke, ki so prikazani za podjetje, lahko spremenimo tudi v pregled podatkov za skupino. Pri analizi podatkov iz bilance stanja podjetja izberemo na primer postavko kratkoročna sredstva ter postavko kratkoročne obveznosti. To se naredi s klikom na vrstico v prikazanih podatkih. Analizirane postavke se izrišejo v grafu, in sicer svetlo-zelena pomeni prikaz celotnih sredstev podjetja po letih, svetlo-modra pomeni prikaz celotnih obveznosti podjetja, temno-zelena prikazuje gibanje izbranih postavk, temno-modra prikazuje gibanje izbranih postavk obveznosti, črta izriše razliko med izbranimi postavkami sredstev in izbranimi postavkami obveznosti. Pri izbranih podatkih v prikazu posledično črta predstavlja obratni kapital in izkazuje tudi likvidnost podjetja. V primeru, da je obratni kapital pozitiven, je tudi kratkoročni koeficient likvidnosti pozitiven, kar pomeni, da podjetje lahko pokriva svoje kratkoročne obveznosti iz naslova kratkoročnih sredstev. Na časovnem traku se s klikom na letu izbere obdobje prikazanih let, ki jih želimo pregledati in analizirati v tabeli in na grafu. Analizirane podatke lahko uporabimo naprej v drugi aplikaciji ali za lastno oblikovanje. Podatke izvozite v Excel preprosto na klik. Izberite opcijo izvoza v meniju na levi strani zaslona. Podatke, ki smo jih grafično izrisali, lahko prav tako uporabimo. Grafikon kot sliko prav tako prenesete iz aplikacije in jo uporabite kot prikaz analize v svojem izdelanem gradivu. Dodajte komentarje in izdelajte analizo po svoji meri. To lahko ponovite za vsako kombinacijo analiziranih postavk podjetja. Tako kot podatke iz bilance stanja lahko analizirate in uporabite tudi podatke iz izkaza poslovnega izida. Pri analizi nas zanima primerjava medletne uspešnosti poslovanja podjetja. V Gwin.com finančnem modulu je pripravljena analiza glavnih pomembnih kazalnikov, ki prikazujejo, kako likvidno je podjetje, kako učinkovito je, kako donosno je in kako je zadolženo. Za podjetje se izrišejo elipse, in sicer tako, da prehajajo od najsvetlejše, ta je za najstarejše leto, do najtemnejše, ki prikazuje izbrano leto. Na ta način se analizira, kakšna je bila sprememba in kakšna je smer spremembe po posameznih področjih in kazalnikih med leti. Na primeru je vidno, da analizirano podjetje na primer izboljšuje svojo likvidnost in da se slabša čista donosnost kapitala. V izbiri analize z vidika konkurenčne analize se ugotavlja, kako je podjetje uspešno v primerjavi s svojimi konkurenti ali pa morda želimo analizirati med seboj podjetja v določeni skupini. Katera podjetja ali skupine želimo vključiti v analizo, izberemo sami. Recimo, da nas zanima analiza konkurenčnih podjetij. Izbira v aplikaciji pripravi predlog najbolj primernih konkurentov v panogi. Sami lahko izberemo, katero podjetje želimo vključiti v analizo. Tako kot smo analizirali podatke posameznega podjetja, lahko ugotavljamo, kam se po določenem kriteriju ali določeni postavki iz finančnih poročil podjetje uvršča napram svojim konkurentom oziroma v primerjavi s poslovanjem izbranih podjetij.
Na ta način lahko hitro primerjamo med seboj različna podjetja in ugotavljamo trende ali smer razvoja. Zelo pomemben prikaz je rezultat analize kazalnikov konkurenčnih podjetij. Jasen in preprost izkaz pokaže, kje je podjetje boljše ali slabše v primerjavi z drugimi podjetji, ki smo jih vključili v analizo. V primeru, da analiziramo podjetja v določeni skupini, pa se lahko lepo ugotovi, katero od podjetij je tisto, ki na rezultat konsolidiranih izkazov pomembneje vpliva. Ko želimo ugotoviti še tržni potencial, pa uporabimo možnost tržne analize. Vsebinsko enaka sklopu konkurenčne analize, a namesto primerjave med podjetji v tem sklopu, uporabnik primerja izbrano podjetje z agregati, dejavnosti, občine, regije in gospodarstvo. Podatek pove, kako se umešča podjetje v pregledu skupnega podatka z vsa podjetja, registrirana v določeni dejavnosti, v določeni regiji ali občini. Lahko primerjamo tu podatek za več občin med seboj ali pa nas morda zanima primerjava dveh ali več dejavnosti. Izbire so lahko izredno različne in jih uporabnik oblikuje po svoji meri in potrebah pri izdelavi analize. Kombinacije izbir lahko pomagajo sestaviti učinkovito tržno analizo, ki lahko podpre poslovni načrt podjetja. Lahko pomaga pri usmeritvah in definiciji nadaljnje strategije nastopa na trgu, oblikovanju poslovnih modelov in še kaj. Če pri izboru kazalnikov in postavk ne najdete specifičnega kazalnika, ki ga uporabljate pri svojih analizah ali spremljanju svojega poslovanja in poslovanja konkurence, lahko le tega sami oblikujete. To naredite tako, da z izbiro Oblikuj kazalnik postavke izberete, sestavite formulo, kazalnik poimenujete in shranite. Prenovljen modul Finančni podatki v Gwin.com vam bo v pomoč pri pripravi agregatov, analiz, strateških dokumentov, poslovnih načrtov ali pa preprosto pri vsakodnevnih poslovnih odločitvah. Preizkusite vse možnosti, ki jih omogoča.